Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Celja, stadiona z Dežele, kjer se bo čez slabe četrt ure začela uvodna tekma 14. kroga v prvi ligi Telemach. Izjemno zanimiv dvoboj, ampak takšni so praktično vsi letos v državnem nogometnem prvenstvu. Svetlin oba sta začela tudi tale obračun, Celjani pa zdaj v napadu prek Pruceva, Prucev pa potem Milič v sredino, priložnost Svetlina in prečka, pa zdaj še Prucev in tudi Prucev je za las grešil. Najprej seveda na tekmi kar huda poškodba svojega daleč najboljšega nogometaša oziroma najučinkovitejšega predvsem v tej sezoni Matka, ki bo še kar dolgo odsoten. Tole je priložnost Lamija, spet je bil v vlogi asistenta Milič, toda zdaj Svetlin. Lami, priložnost za Celjane, Bobičanec strelja prek gola. Svetlin. Milič, Vuklišević in Celjani zdaj vodijo. Damjan Vuklišević, 1-0 za Celjane. Mislim, da se je že začela 21. minuta, ko je Vuklišević dosegel svoj prvi gol v sezoni. In povsem zasluženo so Celjani povedli. Šturm, Jošt Pišek. Pišek še vedno, Pišek strelja. Lami, Karničnik, pa potem Prucev, Lami, točno v Tratnika. Levokrilnega napadalca, desno Stuparević ostaja, seveda v sredini je Krstovski, tole je napaka, Stuparević ima priložnost in gol. Prvi strel Domžalčanov v okvir vrat, 66. minuta, skozi Matka Obradovića je šlo tole in ja, to je nogomet, Filip Stuparević 1-1. V napadu ni bilo Domžalčanov dobesedno nikjer, potem pa preveč. Domžalčanom, Celjanom pač ne. Dolic seveda igra na sredini igrišča. Tole je zdaj priložnost Wilsona in še ena obramba Tratnika. Karničnik. Priložnost za Wilsona, ali je bila tole igra z roko, Celjani zahtevajo najstrožjo kazen. Kondič ni pokazal na belo točko. Tole si zdaj Božo Kondič vse skupaj ogleduje in Celjani bodo dobili 11-metrovko. Denis Popović ali Gašper Tratnik. Popović in 2-1 za Celjane. Denis Popović, Celjani ponovno spredaj in ja, treba je reči, da zasluženo. Za Bukovnik, Karničnik. Prucev! Tratnik odbija žogo prek vrat. V tem primeru bi imeli res že velikansko prednost. Tole pa je priložnost in zdaj se je izkazal tudi Matko Obradović. In potem slaba podaja Popovića, toda Dulka se je izboril za žogo. Popović ima priložnost in odpajde. 3-1, dvignjena zastavica. In zadetek. Zdaj ima Popović seveda 2-2, gol priznan v 91. minuti. Ampak seveda v tem trenutku je jasno, 3 točke ostajajo v Celju na stadionu z Dežele. 3-1 vodstvo Celjanov, strelec pa Gregor Bajde.
Damir Krznar, čestitke za zmago, najprej visoka v Rogaški Slatini, zdaj še s 3-1 proti Domžalam. Zelo superiorni ste bili v prvem polčasu, ogromno število priložnosti, ampak minimalna prednost, ki se je potem stopila. Domžalčani so izenačili. Koliko vas je v tistih trenutkih zaskrbelo morda za zmago danes? Je utakmica koja je po svim segmentima, po svemu viđenom trebala otići na našu stranu, ali vidjeli ste i sami, to može donijeti samo nogomet. Znači puno propuštenih prilika, bez obzira na 1-0, protivnik se vrati u igru i kod 1-1 rekao bi da je prosudilo ono što zaista imamo, a to je mentalna čvrstoća, stabilnost. Nismo nakon tog primljenog gola pokleknuli, brzo smo uspostavili ponovno konce i otišli evo na kraju ispalo sigurnu pobjedu, ali kažem, trebalo je puno energije, puno volje i htjenja da do nje dođemo i kod 2-1 ponovno jedna dobra intervencija Matka gdje smo zakazali, znači opet je to moglo otići u nekakav egal, ali mislim da smo definitivno sa brojem prilika već u prvom poluvremenu trebali utakmicu riješiti, ali na kraju vjerujem objektivno, vjerujem da nisam subjektivan da smo bili bolji u ovoj utakmici. Do derbija z Olimpijo še 9 dni, ampak vemo, da vas vmes čaka še pokalna tekma v Krškem. Se boste te tekme lotili s precejšnjimi rotacijami ali na polno? A sigurno će biti izvjesnih rotacija, trebamo prvo prebrojiti mrtve i žive, pa ćemo odlučiti, a sigurno jedno 4-5 rotacija definitivno. Ne smijemo svaki respekt pokalu, ne smijemo tu otići ni u kom slučaju opušteno ili sa mišlju, lako ćemo. Vjerujem da ćemo i tu prepreku preći, tek ćemo onda razmišljati o Olimpiji. Dušan Kosić, nasprotnik, si je danes predvsem v prvem polčasu priigral ogromno število priložnosti, ampak na nek način ste to preživeli, zaostajali zgolj z 1-0, izenačili. Tudi po drugem zaostanku imeli, bom rekel, v narekovajih povedano, zicer, na koncu pa poraz s 3-1. Vaš pogled na to srečanje? Ja, prvi polčas je bil z naše strani grozen. Mislim, da je bilo to najslabši polčas do zdaj. Uspeli smo to nekako preživeti, torej tiste taktične zamisli, ki smo jih imeli, smo zelo slabo, težki smo bili, enostavno nismo bili za prepoznati. Podoba v drugem polčasu je bila precej bolj kvalitetna in nekaj stvari smo si ustvarili. Tista priložnost za 2-2 bi bila nekako dobrodošla, nismo jo izkoristili. Kasneje je šla tekma v korist domačinov, drugi polčas je tisti, na katerem bomo naprej bazirali. Imamo dobre stvari v igri, imamo tudi seveda neke zelo osnovne napake in enostavno neko nedisciplino, ampak bomo probali to do naslednjih tekem popraviti. Vaša naslednja tekma bo pokalna. Kako se boste lotili tega dvoboja, bom rekel, z bratskim Dobom, tudi vi, morda s precejšnjim številom rotacij, ali kako drugače? Ja, ne bo. Težko zmagujemo, rabimo eno zmago, seveda smo favoriti v tem srečanju in ne bomo nič prepuščali na ključju. Igrali bojo tisti, ki so zdravi. Denis Popovič, čestitke za zmago, povratek na zelenico po 2 mesecih. Za vas bi lahko rekli osebno in tudi klubsko ob zmagi s 3-1 sanjski povratek, ne? Ja, res je, gol in asistenca v 25 minutah. Mislim, da ni slabo, ampak šalo na stran. Najbolj pomembno je, da smo spet zmagali, da so 3 točke ostale doma in da držimo to prednost pred zasledovalci. Denis, kako težko je bilo v tem času, ko ste bili poškodovani, tudi operacija je za vami, po 2 mesecih pa torej znova na igrišču? Ja, no, to je prva moja večja poškodba, da rečem, v karieri. Imel sem to operacijo, vsak dan mi je bilo kako bi rekel, težje, hotel sem se čim prej vrniti, ampak sem spet poslušal doktorja, delal sem dosti individualno, da ga zdaj izpostavim Alenom Jankovičem, on mi je zelo pomagal, da zahvala gre njemu in v bistvu vsem fizioterapeutom, vsak dan so lepo skrbeli zame in evo, nazaj sem upam, da ne bo več poškodbi, da bomo nadaljevali v tem ritmu. Vmes se je zgodila tudi menjava trenerja, kako ste se privadili na nov strokovni kader? Ja, res je. Prejšnji trener Albert Riera nas je zapustil. Želimo vse najboljše v nadaljnji karieri. Kar se tiče novega trenerja, ni neki velik filozofiral, je dosti stvari pustil, kar smo pri Albertu, malo je dodal svojih, kar je seveda normalno. Zaenkrat ima 2 zmagi, vse je super, atmosfera je dobra, kvaliteto imamo, tako kot sem rekel, upam, da bo čim manj poškodb cele ekipe in da bomo nadaljevali v tem zmagovalnem ritmu.
Imate pa zdaj kar precej časa za pripravo na derbi, kajti 5. novembra v Celje prihaja Olimpija. Ja, res je, prihaja Olimpija, prej še imamo pokal, da ne pozabimo, ampak kot si rekel, zdaj čakamo spet Olimpijo doma, treba se dobro pripraviti in se znova zmagati. Amadej Brecelj, 3-1 na koncu poraz, ampak izenačili ste v drugem polčasu, potem ko ste bili v prvem delu precej v podrejenem položaju, kakšen je bil dogovor pred nadaljevanjem in seveda kaj je na koncu zmanjkalo? Ja, res, v prvem polčasu smo bili enostavno preslabi, v obrambi predaleč, preveč smo sploh dovolili nasprotniku, ko smo pa dobili žogo, enostavno smo jo prehitro izgubili. Ja, med polčasom smo se zmenili, mislim, pač treba je bilo popraviti to v obrambi. Hvala Bogu smo izenačili, ampak na koncu to ni bilo dovolj. Danes enostavno nismo bili dovolj dobri, za kaj več. Zdaj vas med tednom čaka pokalno srečanje, bom rekel, proti bratskemu Dobu. Kakšna tekma bo to? Nič, to je treba samo zmagati.